Drage moje lepotice, živijo, dobrodošli v novem vlogu. Evo ga začenja malo drugače. Držim kamero, tega nisem najbolj vajena, ponavadi na stativu. Zdaj pa ja, imam v roki, upam, da bo kar se da pri miru, pa težko je, tako da moram malo mišice ojačati. Skratka, zunaj je končno lepo vreme, zdaj gledam ven in sije sonček, kar pomeni, da je čas za malo bolj poletna oblačila in seveda tudi poletni shopping. Tako da se zdaj odpravljava skupaj po kakšne lepe poletne cunce, mogoče kakšne japanke, vesela bi bila novih kopalk, bom videla, kaj bo, no. Tako da te vzamem s sabo. Ful se veselim današnjega dneva, tako da začniva! Prve 4 trgovine, ki jih bova obiskale, so jasno Zara, Bershka, Stradivarius, sem še kaj spustila, mogoče Pull&Bear, tam redko nakupujem, ampak bomo videli, kaj bomo že v teh 3 dobile. Kako je lepa. Še ena ful lepa oblekca. Dekolete sicer ima, ampak je od spodaj taka damska. Ful mi je všeč, je bi vse imela. Sonce sije, sploh nič ne vidim. Evo, v Zari sem opravila, sem bila kar nekaj časa noter, tako da zdaj moram malo bolj šibati, da ne bo prej noč Madonna, veliko trgovin imamo še za iti, tako da naslednja, evo, grem v Stradivariusa. To leto imam neko obsesijo s temi dolgimi krilami in oblekcami, oziroma krili še bolj. Tokrat sem vzela evo eno oranžno, take še nimam, tako da me ful zanima, kako bo izpadla. Pa taka dolga bela rožasta, tako da dajmo pomirt. Dejansko ni slaba, kaj oblečem, tukaj je malo slaba svetloba, taka furumena. V resnici je malo bolj taka, manj oranžna, kakor razgleda. Ima kakšno belo majčko. Kako je lepa. Ta oblika me je kar malo presenetila, kako lepo je prošta, da sem je dala gor. Eno sem že kupila, tisto v modri barvi, zdaj pa ne vem, a še eno dati ali ne. Ja, kako je lepa. Če si jo predstavljam na morju zvečer, ko se sprehajaš, ali pa za kakšen piknik. Tako, tisti del tam za mano je finiširan, Zara, Bershka in tako naprej, tako da zdaj grem pa peš do City Parka. Ljubljančanke veste, da je do tam praktično par minut, 5 recimo, tako da grem kar peš. Do zdaj je bilo kar uspešno, zdaj pa evo naprej. Toliko uživam, ker je toliko lep dan. Mogoče se bom stavila še na eni kavici ali pa vzela za sabo, ker mi je ful zapasala pa za tist ekstra energije. Večkrat sem bila kregana, da smutijam ali pa kavo ne smem v trgovino, tako da sem se zdaj malo usedla, čileram, da spijem tole kavo do konca tedna. Evo, tele imamo kader, je Reserved. Hello, gospodična. Lepo obliko imate. Tale je zelo lepa, spet plisirano krilo, ampak nekaj zelo podobnega že imam iz Zare, tako da to odpade. Neon barve so letos tudi full in. Kako sem jaz tako obliko iskala ene par let nazaj, ker jo je imela Kylie Jenner in je toliko na njej dobro izpadla in evo, zdaj jo najdem. Zdaj. Kopalke. Kako so lepe. Ok, če v tem shoppingu ne kupam kakšnih popa, res ne vem, kdaj jih bom. Tele so mi ful lepe. A veste, kaj me ful jezi? Ko imajo ful lep zgoren del in pa ni ujemajočega spodnjega dela. Ponavadi imajo pač vedno ločen, kar je ok, ker pač imamo različne številke. Ampak zakaj oranžna in bela? Je bi bele tudi spodaj. Next. Ta obleka me pa čisto spomne, ko sem pred leti se navduševala nad risanjem na rutke, na svilo in je pol nekaj tazga prišlo ven. Ja,
se počutim nelagodno. Ful so lepe, ampak so skoraj tangice oziroma brazilke. Jaz pa nažalost nisem pri tistih pogumnih, da bi upala to na plaži nositi, tako da... Ste že bile v tem prenovljenem delu City Parka, ful je lep. Tukaj je tudi ena trgovinca, CC, kjer imajo res ful lepe čevlje. Enkrat sem ene že kupila, bom jih tudi pokazala. Zdaj gremo pa pogledati, če imajo še kakšno bolj poletno obutev. Drugače pa tukaj noter tako lepo diši en tak sprej v zraku, tak zelo svež, všečno. Nice. Evo, počasi zaključujem z mojim nakupovanjem za priprave na poletje. Zdaj gremo pa domov in ti pokažem, kaj vse sem nabavila. Lepe stvari, lepe. Tole je pa zame najboljši komad, ki je kadarkoli zmagal na Euroviziji. Evo me, doma sem se že preoblekla. Ful mi je vroče, pa eno skuto sem vzela. Tele so mi toliko dobre. Še kdo? Vedno najprej poje celo skuto in na koncu čist malo ostane saloče tega sadja. Jaz sem taka, obožujem to skuto, tukaj mi je dobra, tako da hitro to zdaj pojem, ker sem lačna. Skratka, ja, smo bili v šopingu, dobila sem veliko stvari, več, kot sem pričakovala, tako da sem ful zadovoljna, mislim, da je čez 10 kosov, kar je malo too much, ampak tako je, če gre še pa holik v nakupovanje in se ne zna ustaviti in pa nima nobenega, ki ga zabremza. Ampak upravičilo, da nikoli ni nič v omari, je res. Tako da, sem dobre stvari razstavila, zdaj sem ti mislila vse pokazati, vse pač pomer, da vidiš, kako izgleda, da mogoče, imam kaj na ustnicah, ja, tole skuto, da mogoče tudi za sebe dobiš kakšno inspiracijo, navdih, tako da zdaj gledam, s čim bi začela. Glede na to, da imam dva prisiljena krila, mogoče kar s tem. Dajmo s tem roza izare. Evo ga, takole zgleda, sem ga dala lepo na obešalnik, ker mislim, da boš tako najlažje videla, glede na to, da je tako dolgo, široko. Skratka, barva, I'm in love. Taka malo marelično roza. Kot sem rekla, ne vem, kaj mi s temi plasiranimi krili letos. Mislim, da so tudi zelo popularne, glede na to, da jih je v trgovini zelo veliko, bi si upala trditi, ali sem pa sam jaz zdaj toliko bolj pozorna, ker sem mi postala všeč. Tole je res prelepo, sicer je bilo, mislim, da okrog 30 evrov, 25,90, nisem zdaj ziher, bom prevedla, pa ti zapišem ceno, kar ni glih poceno, ampak sem rekla, ajde, ker mi je res všeč, si bom prvoščila. Gor, bela majička z naramnicami ali pa brez, tudi na lepotico mislim, da bi šlo ful dobro, tako da ta nakup mi je res med ljubšimi. Brez česa ni pravega poletnega šopinga, ja brez japank seveda. Klasične črne na paščkih imajo bleščice, te sem kupila v C&A, moja številka noge. Enkrat sem že povedala, pa ste se zgrozile, bo sem videla komentarje, da ste vi stare ne vem koliko in imate večjo nogo od mene. Pač prdoge, tako da si lahko 12 ali pa ne vem 40, pa imaš nogo veliko ali pa majhno, ker zraste zelo hitro. Tako da ja, moja pač nažalost, mislim, jaz sem zadovoljna, 36 majhna noga, ampak glede na to, koliko sem jaz pač velika, mi paše, ne na mojo postavo. Cute lušne čistake, ali za v mesto, ali pa za na plažo. Sem mnenja, da takih enobarvnih majčk ni nikoli preveč, ker to je res kos, po katerem jaz posežem, kadar moram na hiter nekam iti, pa biti kukar tako redo oblečena. Tako da evo imam tako že v beli barvi, črni barvi, tale je sicer iz Stradivariusa, tiste druge, ki jih imam, so iz Zare, pa so jih žal ukinili, kar je ful škoda, ker je material res božanski. Tako da evo v olivni barvi, na kavboj, ki se bo odlično kombinirali tudi recimo na bele hlače, na črne hlače, skratka res en tak kos, ki vedno prav pride in ja, cena je bila 13 evrov, ja, torej iz Stradivariusa v številki S. Pa imamo pa tukaj kopalke. Zdaj, to sem res vesela, da sem dobila. Zakaj? Ker ponovadi jaz kopalke iščem junija ali pa julija in je vedno nora gužva. Pol, če dobiš neke kopalke ali ni številke, če jih dobi, so predrage. Skratka, kopalke iskati, nakupovati zna biti res stresno opravilo. Tako da letos sem s tem očitno izogala in sem ful vesela, pa še zelo lepe so. Evo v taki zlati barvi se mi zdi, tako bo sonček in bo to lepo zasijal v tole zlato barvo, da bo res lepo izpadal. Ampak ja, kot sem prej govorila, nisem bila dovolj pridna letos glede telovadbe, tako da to
moramo še malo podelati na temu. Tukaj zgori, evo, so taki dve vrvici, naredi še tak ekstra vzorček, spodaj pa tako na špagice in lahko potem prilagajaš glede na pač tvojo velikost. Niso brazilke, niso tangice, jaz pač, kakor sem rekla, nisem tukaj odprta za te stvari, tako da mi bolj ležijo take navadne gatke. In ja, zelo vesela za ta nakup in ko mi čakam, da grem, čof, se vrš to vodo. Potem sem kupila še nove kavbojke, sicer to ni ravno nek poleten nakup, ampak kavbojke so pa res en tak kos, ko vedno pride prav ali poleti, če se shladi, ali jeseni, ali po zimi, pač kavbojke so vedno dobrodošle in zato jih tudi v bistvu cel let prodajam. Mislim, da praktično kadarkoli greš v trgovino, sploh ti ne Zara Bershka, kavbojke bojo sigurno vedno imeli. Glede na to, da imam zdaj še novo majčko, evo, bom vesela, ko bom mogla spet na hiter nekam iti. Posebnost teh hlač so tele bunkice, zdaj jaz nikoli ne bi izbrala. Ni ravno moja prva izbira neke bunkice, bleščice, ampak tukaj so tako minimalistično posute, da je šlo čez. Pa sem še rekla, ajde, da so ene malo drugačne. Taman džins, malenko strgane. Iz Zare, ne vem, sem rekla že, ali ne, skratka iz Zare, 36 številka, cena pa mislim, da 29,90. Večina stvari, ki ti jih kažem, sem kupila danes, ampak so pa ene 3 kosi, ki sem jih kupila pred dnevi, ampak so cute, lušni, želim, da jih vidiš, tako da se niti nima veze, danes večer, skratka, novosti. In ena izmed teh je, evo, tale verižica, čistaka, spet minimalistična, ampak zelo v mojem stilu. Gre za srebrno verižico, tukaj ima tako ploščico in noter biserčke. Še eno plisirano krilo imam in to je tole modro, v taki v bistvu, niti ne modra barva, ta je taka mint, bi bolj rekla, no. Kot sem rekla, letos so me ta krila obsedla, se mi zdi, da vsak letni čas jaz nekaj najdem, ki mi tako zaigra srce in pa si kupam v večjih količinah in letos pač obsesija s temi stvarmi. Taka zelo mehka na vtip, kombinirala se bo lahko z 1001 stvarjo, bela, črna, rumena, tudi modra, zakaj pa ne, tako da mi je res lepa in čist taka poletna. Pa so pa še tukaj zadnje 3 stvari, te sem pustila za konc, ker v bistvu so iz iste trgovine in da ti vse naenkrat pokažem in vse so v rumeni barvi. Dobiš jih v trgovini CCC, to je trgovina, ki je pred kratkim prišla v Slovenijo in jaz sem ful vesela zato, ker se veste, lepih čevljev in torbic ni nikoli preveč. Tako da, evo, imam novo tole torbico, rumena barva, evo že na tole majčko, sicer nič iz iste odtenke, ampak bi šlo. Prostorna, ima kar nekaj predalov, cena po 30 evrov, ali je bila 30, ali je bila pa 25, bom tudi preverila, pa ti zapišem. Ravno prave velikosti, jaz ne maram tistih prevelikih, glede na to, da sem bolj manjša, tako da tale je v 0. Pa sem za zraven kupila, evo, še pas, da ko bom imela pač to torbico, da dam ta pas in bo dodali tisto piko na i celotnemu stylingu. Vseeno fotko sem že objavila na Instagramu, tako da sem imela točno ta styling, greš lahko pogledati, če te zanima, ali jo bom pa sem dala. In še zadnja stvar, tudi med ljubšimi, s temi sandalčki pa sem rahlo obsedena in tudi očitno z rumeno barvo, nekaj me je osvojila. Evo, teli sandali s tako debelo peto. Zdaj, ta debela peta je res fajn, ker te ful manj boli noga v njih, zelo pač tako stabilen korak je, pa zdi se mi, da so letos zelo moderni, tako da imaš še take v modri barvi, pa še v bež barvi, pa ne vem, mislim, da še rdeča, če se ne motam, tako da nisem čez zihar, če bom ostala samo pri teh. Cena, evo je gor, 20 evrov, kar se mi zdi za take sandalčke ful ugodno. Če kaj zdaj brni, sosed kosi travo, tako da se mi zdi, da pri nas trava skozi raste, skozi jutri kosi, pa to že ob 7 zjutraj vstane in se lot, tako da imamo pridnega hišnika. Drage moje, mislim, da sem vam vse pokazala, še na hiter bržem uče, kik je ostal, ampak ne bo kar to. Ali pa tudi ne, Eva. Pozabila sem na tole prelepo oblekico, belo z rožicami, sem jo že nosila zadnjič, ko sem bila v mestu na sladoledu, tako da ja, to je bil pa res še zadnji nakup. Daj mi sporoč spodaj v komentar, katera stvar ti je bila najbolj všeč, katera te je mogoče najbolj pritegnila. Jaz, če bi mogla izpostaviti top 3 produkte, so to definitivno teli sandalčki, pa zlate kopalke, pa roza plisirasto krilo. Mislim, vse mi je všeč, ampak mogoče te stvari tako še najbolj. Tako da, ja, hvala za tvojo podporo, hvala, ker ste naročeni na moj kanal, hvala, ker me spremljate, res mi to ogromno pomeni, tako da sem res
res ful hvaležna. Tiste, ki ste na novo, vabljene, da se naročite na moj kanal, bom res ful vesela in mi da to tako še večja motivacija za naprej. Ne mi pozabiti slediti tudi na Instagramu, tam objavljam že sprot, ko sem na terenu, a ne da ste tako obveščene, tako da ko ne snimam, se družimo tam, tako da vabljene, da se naročite. Lepo se majte in se gledamo spet kmalu v naslednjem videu. Ciao!